V Sloveniji se v povprečju dnevno opravlja okoli 30 izrednih prevozov, ampak tako velikih, kot je tale tukaj, se zgodijo samo vsakih nekaj let. Njegova skupna masa znaša 500 ton, dolžina pa 75,5 metrov. Za prevoz tako velikih tovorov so seveda potrebni zmogljivi tovornjaki, v tem primeru gre kar za dva. Prvi vleče, drugi pa zadaj potiska. Njuna skupna moč znaša kar 1000 kW, še bolj impresiven pa je navor. Vsak od njiju ponuja kar 3000 Nm. Kot lahko vidite, je specialna prikolica sestavljena iz modulov, ki se lahko potem poljubno združujejo v celoto glede na same potrebe izrednega prevoza. V eni osi je 8 koles, ki so hidravlično vzmetena, skupno število vseh koles na celotni kompoziciji pa znaša 216. Pnevmatike so specialne za visoke obremenitve in zanimiva je njihova cena, ki znaša 500 evrov. Dvaintrideset osi je potrebnih za to, da se masa 240 ton težkega transformatorja čim bolj enakomerno razporedi na cestišče. Vsi objekti na prevozni trasi so bili pregledani, statična presoja njihove stabilnosti pa obsega več kot 100 strani. V njej je določena tudi maksimalna hitrost, ki preko objektov, kot so viadukti in nadvozi, lahko dosega največ 20 km/h. Pri načrtovanju poti izrednega prevoza včasih izračuni pokažejo, da bo treba voziti po točno določenih pravilih. Večinoma je nujno voziti po sredini ceste. Izredni prevozi pogosto menjajo strani ceste in prek viaduktov se mora konvoj razprostreti čez daljšo razdaljo, tako da je naenkrat na viaduktu zgolj težko vozilo, ne pa tudi spremljevalci. Posebno pozornost zahtevajo predori in pa še vedno stoječe cestninske postaje. Še največkrat pa so težave pri dovoznih cestah. Povsem običajno je tudi, da je treba odmontirati kak prometni znak ali semafor, pa gre kljub temu še vedno, kdaj pa kdaj, tudi na milimetre. In da bi ohranili robnike, so med opremo spremljevalcev vsakič zraven tudi razni domači pripomočki. Izredni prevoz zaradi počasne vožnje predstavlja oviro v prometu. Zato se izvaja ponoči, ko je na cestah seveda manj prometa. A hkrati, če je to prednost, je tudi po drugi strani slabost. Namreč vsak voznik bi si rajši želel manevrirati za 75-metrsko kompozicijo sredi belega dneva kot ponoči, vendar zato so tu tudi spremljevalci, ki mu pomagajo z usmerjanjem in z informacijami. Poleg obeh voznikov v tovornjakih so tu še operaterji na prikolicah. Oni so tisti, ki uravnavajo višino tovora in krmilijo osi prikolice. Če bi imeli na voljo veliko letališko pisto, potem bi 75-metrsko kompozicijo obrnili z lahkoto. No, na ozkih mestnih ulicah je lažje, če samo zavrtimo oba tovornjaka in lahko potem zopet zamenjamo s tem smer vožnje. A vendarle gre pri tako zahtevnih projektih rado tudi kaj narobe. Recimo so slabo izmerili širino vozila s tovorom, tako da vozilo že v štartu ni moglo zapeljati iz podjetja, so mogli požagati ograjo. Zgodilo se je tudi, da je tovor padel z vozila. Potrebovali smo čas, seveda, da je prišlo dvigalo, dvignilo tovor, zamenjali prikolico ali pa je bil tovor tudi slabo pripet. V tem primeru tovor ni padel, smo pa pravočasno ugotovili, da je potrgalo verige, da smo se s tovorom zaustavili in potem to rešili. Dogaja se, da se med izrednim prevozom kaj poškoduje. Sanacijo pa mora seveda organizator prevoza tudi plačati. Najdražje pa je takrat, ko pregled po samem prevozu pokaže, da se je poškodovala nosilna plast cestišča. Skrbni organizatorji mesta tovrstnih poškodb tudi že vnaprej določijo in po pravila vračunajo v ceno prevoza. No, tokrat je šlo vse kot po maslu oziroma samo klasičnimi, običajnimi, torej predvidenimi zapleti. 65 km od Ljubljane do Podloga pri Šempetru je za nami. Za pot smo potrebovali 6 ur, transformator pa je na cilj prispel brez praske. S tem se projekt, v katerega je bilo poleg organizatorja in pa prevoznika vključenih še mnogo drugih organizacij, od policije, Ministrstva za infrastrukturo in Darsa, uspešno zaključuje.
Res, da se 500 ton zelo veliko sliši, ampak ni pa to največja težava, vsaj kar se izrednih prevozov tiče. In 500 ton veliko je. Ampak zgleda, da je večji problem v slabo označenih, manjših, nevarnih tovorih in v tistih, ki so napačno naloženi. Voziščne konstrukcije itak propadajo že zaradi starosti, to se je treba kar priznati, ne? Ampak pomagajo in pa predvsem te obremenitve, ki so povezane z osnimi obremenitvami. Tukaj imamo upravljalci največ težav z tistimi prevozi, ki nimajo pridobljenega dovoljenja za izredni prevoz, pa so vendarle, če jih daš na tehtnico, se izkaže, da imajo prekoračitve po osi. Ali za primeri, ko si prevozniki pridobijo ustrezno dovoljenje za izredni prevoz, potem pa imajo tudi recimo napako v sami izvedbi tovora in potem nima tam 14 pa pol, ampak ima recimo 16 po os. To je pa za nas najtežja okoliščina. Lahko je pa izredni prevoz tudi kakšna nevarna snov, ki jo peljejo. Prevozi nevarnih snovi so po moji oceni zelo tako liberalno urejeni, ker je vsa odgovornost na prevozniku. Mi niti ne dobivamo informacij, da se nevarni tovor pelje. Zakaj so nevarni tovori zelo, zelo težka zgodba? Ker pa smo imeli nekaj prometnih nezgod, kjer so bila ta vozila udeležena, mislim, da je bilo 7 let nazaj, so gorele na zelo malem tovornem vozilu neke barve. In vozilo ni bilo označeno kot nevarni prevoz. Za gasilce je pa zelo pomembno, ali bo on se pripeljal na prometno nezgodo in bo navaden požar gasil, ali bo gasil požar, kjer ima ne vem koliko različnih nevarnih tovorov naloženem na tistem vozilu. Če se že pri slabi označitvi vozila začne, potem seveda se lahko, ali pa je večja verjetnost, da se nek črni scenarij odvije.